Torej, zdaj, ko smo na pragu dopustov, sva se z Majo dogovorile, da vam naredim en tak čist kratek pregled tega, kaj uživati poleti in na kak način uživati, zato da bo poletje res užitek. Pomembno je, da se zavedamo, da nam poletje vsem na nek način predstavlja predvsem čas za počitek, za sprostitev in pomembno je, da če hočemo to stanje doseči, da o tem razmišljamo naprej. Na nek način je poletje del vsakdana. To pomeni, da smo velikokrat zmotno prepričani, da moramo na dopust odnesti vsaj pol potovalke zdravil in prehranskih dopolnil in vsega mogočega, pa ko se zamislimo, ugotavljamo, da temu ni tako. Smiselno je sicer, da tudi čez poletje ohranimo rutino vsakodnevnega življenja. Torej, če uživamo omego, jo uživamo tudi poleti. Če uživamo koencim, multivitamin, uživamo tudi poleti. Ni treba samo zaradi poletja tega prekinjati. Zagotovo pa je smiselno preverjati vedno znova, kaj naše telo ponuja in mu ponuditi to, kar potrebuje. Poletje pa je z določenih vidikov tudi bolj naporno, kot so ostali letni časi, na eni strani dopusti, na drugi strani pa vremenske razmere, ki prinašajo visoke temperature, posledično tudi večje obremenitve za telo, zato je pomembno, da telo tudi primerno podpremo. In prvi korak je zagotovo hidracija. Hidracija ne boste našli tule na poličkah, Ne, lahko je zadnji v vrčih. lahko poskrbite za njo kjerkoli in kadarkoli, ne samo da lahko, ampak morate poskrbeti za to, da je poletje tudi da je poletje prihaja k tisti sprostitveni fazi. Kaj lahko v bistvu poleti pričakujemo? Zaradi povišanih temperatur zagotovo obremenitev kardiovaskularnega sistema, težave z očmi, zaradi povečane svetlobe oziroma večje intenzivnosti svetlobe, opekline, če se nespametno izpostavljamo soncu, tudi slaba prebava, ki jo prinesejo potovanja in spremembe lokacije, nenazadnje razne alergije, črevesne viroze, tudi vnetja sečil, kadar ne menjavamo kopalk dovolj pogosto in nikakor se ne moremo izogniti niti pikom insektov, ki nam lahko prinesejo velike izzive. Kar se tiče kardiovaskularnega sistema, da se ne spuščam v podrobnosti, ker smo o tem že velikokrat govorili, torej zaradi visokih temperatur je zagotovo obremenjeno žilje, še posebej pri ljudeh, ki se že soočajo z venskim popuščanjem, znajo visoke temperature prinesti veliko nelagodja, od bolečin do otečenih okončin, še posebej spodnjih delov, do tega, da lahko tudi kolabiramo zaradi premalo hidracije, do tega, da je pomembno, da iščemo primeren prostor. Klima ni vedno dobra in najboljša izbira, je za veliko boljše iskanje naravne sence. Če želimo podpreti naš srčno-žilni sistem, zagotovo je priporočljivo uživati Vemprotex, s tem, da Vemprotex se zopet uživa kot preventiva, ne kot tista prva pomoč, kadar že nastopijo težave. Za prvo pomoč ob otečenih, težkih nogah pa si lahko privoščimo masažo z Venker kremico, ki jo za večje olajšanje lahko hranimo tudi v hladilniku. Masaža s hladno kremo nam da občutek hitrejšega delovanja. Potem pa je tule še megakoencim, torej kot podpora naravnemu, dobremu delovanju srčno-žilnega sistema in seveda omega, ki je tista, ki poskrbi v prvi vrsti za to, da naš srčno-žilni sistem ostaja elastičen, torej in s tem tudi kakovostno deluje. Potem so tukaj težave z očmi, zaradi bolj intenzivne sončne svetlobe, zaradi večje izpostavljenosti, sploh kadar smo ob vodnih površinah, ko ne gre samo za vdor svetlobe z naslova sonca, ampak tudi za odboj od vode. Zelo primerno je zaščititi oči z res kakovostnimi sončnimi očali in tudi senčko, ki je nad očmi, ali je to kapa, ali je to klobuček, karkoli. In ko zaznamo ščemenje v očeh, da se izogibamo mencanju. Torej, ker s tem, ko se mi dotikamo oči, v bistvu vnašamo vse te prašne delce, ki jih naše obrvi in trepalnice učinkovito lovijo in s tem tudi zaščitijo naše oči, z mencanjem jih vnašamo v samo oko in lahko v bistvu ščemenje še poslabšamo.
Zopet sem tule razdelila pripravke, ki jih lahko uživamo direktno povezane s samimi očmi, torej lutein plus, ki prinaša en velik odmerek zeaksantina in antioksidantov, ki podprejo delovanje očesa, v kombinaciji z vitaminom C. Vitamin C je namreč pomemben in pripomore k temu, da se lutein in zeaksantin boljše absorbirata v telo. Potem so pa tule še beta-karoteni oziroma vitamin E, ki prav tako zelo dobro poskrbita za balansiranje in učinkovito delovanje sluznic. Ne samo očesnih, ampak ker govorimo o očeh, sta tudi tukaj na mestu. Kar se tiče opeklin, najboljše se jih je izogniti. Torej, če se le da, da smo na soncu takrat, kadar ni v največji moči, torej nekje do 11. ure dopoldan in po 4. uri popoldan, da res uporabljamo tudi zaščitne faktorje, kajti s tem preprečimo prekomerno delovanje sonca na našo kožo in preprečujemo tudi opekline. Če pa do opeklin vendarle pride, pa to ni nujno, da je koža takoj poordela in mehurjasta, lahko jo čutimo kot rahlo pordečitev, lahko jo čutimo kot eno zategnjenost, pa šele kasneje tudi luščenje, pa je zagotovo na mestu, da se koža podpre. Pri nekih opeklinah, kadar ne gre za poškodbo, torej da niso odprte rane, je zelo dober pripomoček Herbate, ki zelo lepo kožo navlaži, jo razbremeni in s tem tudi utiša bolečine, ki ob opeklinah nastanejo. Beta-karoten se uživa kot preventiva, torej vsaj 4 do 6 tednov pred izpostavljenostjo soncu. Beta-karoten zelo dobro poskrbi in za sluznice, tudi za kožo, jo nahrani od znotraj in jo ohranja vitalno. Redno uživanje D-vitamina, to nam je poznano že iz zimskega časa. D-vitamin na nek način ustvarja zaščito dežničke v naši koži, ki preprečijo, da bi sončni žarki oziroma UVA in UVB žarki prodirali globje v kožo in nas s tem zaščiti. Za redno vsakodnevno nego pa je zagotovo na mestu tudi uporaba hand and body losjona, ki kožo izdatno navlažita in tudi pomagata, da se lahko normalno in optimalno obnavlja. Kadarkoli smo na dopustu ali pa ko menjamo kulture in menjamo tudi kuhinjo, se zelo, zelo pogosto zgodi, da se soočimo s slabšo prebavo. Ali je to neprimerna prehrana, ali je prehrana, ki je naše telo ne more dobro prebavljati, ali je krivo neprimerno oziroma premalo prežvečeno, ali so to aditivi, stres, cigareti, alkohol, zdravila, karkoli lahko vpliva na to, da se naša prebava upočasni ali pa pohitri. In v tem primeru ima tudi kalivita zelo bogato obleženo poličko, ki nam lahko pri tem pomaga. Za vzdrževanje dobre mikroflore so zelo priporočljivi sicer za dolgotrajno uporabo probiotiki. Kadar se soočamo s slabo prebavo, ko ugotavljamo, da nam je po obroku čutimo težo v želodcu, napihnjenost, vetrove, tudi zgago, lahko zelo učinkovito posegamo po papaji ali pa po digestivnih encimih, hkrati pa uvedemo tudi zelo intenzivno žvečenje. Namreč ne glede na to, kako dobra sta papaja in digestivi, ne bosta nadomestila naše funkcije, torej žvečenje, našega žvečenja in s tem mletja hrane in tudi, da se hrana prepoji slino. Kadarkoli je naša prehrana preveč enolična, da ji manjka vlaknin, lahko posegamo po nopalinu oziroma pjurinolinu, ki prinašata vlaknine. Vlaknine so tiste, ki nahranijo dobre bakterije v našem črevesju in na ta način pomagajo in pri obrambi in pri balansiranju naše črevesne sluznice. Kadar se soočamo s tem, da smo zaprti, pa lahko posegamo po EasyTimeu. Seveda ni EasyTime prva rešitev. Če mi premalo skrbimo za hidracijo, tudi EasyTime svoje naloge ne bo opravil. Zato je zagotovo na prvem mestu primerna in redna hidracija in šele na to poseganje po prehranskih dopolnilih.
Velikokrat se nam v poletju zgodijo tudi alergije. Naj si bo kot alergija na sonce, na pike žuželk, nenazadnje tudi kot alergija na prehrano ali pa kakšne kontaktne alergije, tudi kreme za sončenje znajo povzročati alergijo, zato je pomembno, da vemo, kako se lahko zaščitimo. Ljudje, ki vedo, da so nagnjeni k alergijam, je zagotovo smiselno, da delajo preventivo že pred poletjem. Zelo dobro si lahko pomagajo s kombinacijo Vemprotexa, C-vitamina, ki je tudi naravni antihistaminik, in probiotiki. Na ta način v bistvu okrepimo vse bariere, ki zaščitijo naše telo pred alergijsko reakcijo. Omega 3 na tem mestu pomaga, zato da naše bariere, torej tudi črevesna sluznica, ostajajo intaktne in s tem tudi ne prepuščajo alergenov. Pri črevesnih virozah, kar se tudi zelo pogosto srečamo, sploh ko gremo v tuje kraje, najpogosteje čutimo bolečine, napihnjenost, drisko, redkeje zaprtje. Seveda je dobro, da si pomagamo s probiotiki, kot je recimo Acecajms Plus, lahko si pomagamo tudi z vlakninami, kot je Nopalin, torej vlaknine vežejo nase toksine, vežejo nase proizvode, torej produkte, ki jih proizvajajo patogene bakterije v našem črevesju. Acecajms naseljuje dobre, zdrave bakterije v črevesje, cink nam pa lahko pomaga pri tem, da skrajšamo in omilimo črevesne viroze. Odmerek je od 10 do 20 mg dnevno in ga tudi ni smiselno prekoračiti, saj z večjim odmerkom ne bomo izboljšali ali pa pohitrili izboljšanja. Pri vnetju sečil je zelo pomembna preventiva v smislu preoblačenja kopalk, da ne ostajamo v mokrih kopalkah. To je tista res prva pomoč. Kadar pa se nam pojavi otežena mikcija, torej konstantno tiščanje na vodo in neuriniranje, bolečine pri uriniranju, pa tudi prisotnost krvi v urinu, pa je smiselno, da posežemo po pomoči. Lahko si pomagamo s Paraprotexom, ki zelo dobro, širokospektralno deluje in proti virusom, tudi proti bakterijam. Lahko si pomagamo z URX pripravkom, ki je v bistvu ciljan za vnetja sečil. Dodamo pa lahko tudi ProSTP. To je pripravek, ki je sicer bolj poznan za zdravje moških, pa vendarle, ker ledvice v času embrionalnega razvoja izhajajo iz istega kličnega lista kot prostata, ProSTP zelo dobro podpre delovanje ledvic. Namreč takrat, ko gre za vnetja sečil, so tudi ledvice bolj obremenjene, zato jih je smiselno podpreti. Druga stvar, ki je pri tem pomembna, je pa ta, da ohranjamo hidracijo. Hidracija je tista, ki bo spirala vnetje iz našega mehurja, po drugi strani pa, da ne odhajamo na vodo vsakih nekaj minut, da s tem v bistvu mehur prisilimo k temu, da se razteguje. S tem, ko bomo ohranjali urin v samem mehurju, bomo tudi podaljšali čas delovanja ali Paraprotexa ali URX-a in na ta način pohitrili potek oziroma zdravljenje pri samem vnetju. Pri pikih insektov si lahko pomagamo z 2 različnima preparatoma, torej kadar nas doleti pik in se pojavi ali oteklina, ali bolečina, ali srbečica, si lahko pomagamo z Restion gelom, ki ga v bistvu namažemo v obliki rolona, pomasiramo, lepo ohladi, kožo navlaži in posledično tudi zmanjša srbečico, ali pa pošprickamo z Herbaidom. Za Herbaid verjetno veste, da v bistvu pride pakiranje večja steklenička, pa 4 manjše tele pips stekleničkice,
ki v bistvu pol lahko res so take žepne variante in jih res lahko nosimo povsod s sabo. In zelo, zelo dobro. Tudi pri kakih površinskih ranah, tudi za spiranje ustne sluznice, kadar se kake aftice pojavijo, pri sončnih opeklinah, pri pikih insektov, res eno tako zelo široko spektralno delovanje. Tako, jaz sem pritekla do konca, ker se mi mudi v poletje in vam želim res eno tako krasno, dolgo, sočno, super poletje.